Pozdravljeni na novinarski konferenci RTV Slovenija. Z vami bo danes magister Marko Fili, generalni direktor RTV Slovenija, direktorica Televizije Slovenije dr. Ilerka Bizit in pa odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik. Predajam besedo generalnemu direktorju. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, pozdravljeni tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko naše spletne televizije MMC TV. Odločili smo se, da skličemo tiskovno konferenco, ker je pač to najboljša in prava oblika, da stopimo pred vse vas in vse tiste, ki so ta teden veliko pisali, komentirali, ocenjevali delovanje Radio Televizije Slovenija in mislim, da je edina prava pot, da se podajo informacije iz prve roke. Takoj na začetku bom povedal, da sem bil večkrat pozvan na socialnih omrežjih, da podajamo obvestila. Prvi odgovor na prvo vprašanje sem objavil v nedeljo zjutraj na Twitterju. Nihče ga ni komentiral, nihče ga ni retweetal. Se mi je zdelo, da očitno to ni način, na katerega lahko odgovorim na vprašanja. Tako da mislim, da je ta tiskovna konferenca res prava. Zakaj tudi prenos? Mislim, da je prav, da vsi tisti, ki želijo iz prve roke to slišati, dobijo to informacijo. Tudi naši sodelavci berejo druge medije in mislim, da so upravičeno zaskrbljeni, ko to berejo. Tudi jaz bi bil zelo zaskrbljen, če bi bilo res to, kar se v medijih piše in zagotovo ne bi več zasedal tega delovnega mesta. Na srečo ni tako in danes vam bomo lahko podrobno odgovorili na vsako vprašanje, na vsako natolcevanje, na vsako pripisovanje namenov, ki se je ta teden dogajalo strani različnih posameznikov. Za začetek bi rad najprej poudaril, da na Radio Televiziji Slovenija ni izrednega stanja. Rad bi poudaril, da na Radio Televiziji Slovenija ni kadrovske čistke in rad bi poudaril, da Radio Televizija Slovenija ni v rokah nobene politične stranke. Ko rečem nobene, govorim tako o tistih, za katere se misli, da imajo vpliv in o tistih, ki bi želeli imeti vpliv. Na srečo nam to zagotavlja konec koncu tudi sestava programskega sveta, kjer nihče ne prevladuje, sestava kadrov na uredniških mestih, ki delujejo profesionalno in konec koncu na nek način sem garancija tudi sam, ki nisem dolžan nikomor nobene usluge in lahko vztrajam na tem mestu, dokler se ne zgodi kaj drugače. Če spoštujem uredniško avtonomijo in novinarsko avtonomijo, ne pomeni, da sem do zadev ravnodušen, pasiven ali slep. Mi smo včeraj ostro odgovorili tudi Društvu novinarjev Slovenije, ki nam je očitalo nekatere stvari in nekatera stanja, za katere se sami sicer borijo. Ne razumem, kako lahko društvo, ki kot en od prvih predpostavk delovanja novinarjev, novinarskega ceha, postavi pod vprašanje pravico urednikov do odločitev in pravico do odločanja v okviru novinarske avtonomije. Zato tak odgovor, drugič pa tudi tak odgovor, ker so v svojem zapisu navedli cel kup neresnic, ki jih sploh niso preverili. Torej, če si en sam novinar ne more dovoliti objavljati v svojih medijih zadev, ki niso preverjene, pa si lahko to dovoli celo Društvo novinarjev Slovenije. Moje mnenje je, da si ne sme. Z vsem spoštovanjem do Društva novinarjev Slovenije, vseh njegovih članov in vseh vas, ki ste tukaj prisotni. Mislim, da je zelo pomembno, da v zadevah pišemo točno in korektno. Skratka, funkcija generalnega direktorja v javnem zavodu Radio Televizija Slovenija je verjetno precej drugačna kot funkcija večine direktorjev tudi v drugih medijskih hišah. Če ne drugo, zaradi dimenzije. Generalni direktor Radio Televizije Slovenija se ne ukvarja s posameznimi kadrovskimi odločitvami. Se ne ukvarja s tem, kdo pokriva kateri dogodek, kdo vodi katero oddajo, koga bomo na novo najeli in koga ne bomo več potrebovali za sodelovanje. To opravljajo vodje posameznih služb in pa odgovorni uredniki, ki so tudi po statutu za to zadolženi.
Če pride do vmešavanja, lahko pride zgolj iz načelnih razlogov. Kot je nedavno prišlo do tega, da informativni program ni mogel najeti novega novinarja, ki ga je želel, ampak ne zaradi tega, ker ta novinar ne bi bil primeren. Ampak ker že od pomladi v tem zavodu velja prepoved angažiranja novih sodelavcev. Ker smo globoko v zelo pomembnem projektu ureditve statusa trajnih sodelavcev, trajnih pogodbenih sodelavcev. Vi to dobro veste. Ampak tega ne moreš urediti, če ob tem ne ustaviš dotok novih sodelavcev. To je tako, kot da bi doma vašo banjo poskušali sprazniti, tako da odprete odtok, hkrati pa seveda odprete še pipo in zraven dolivate svežo vodo. Skratka, v zavodu ta trenutek ni možno angažiranje novih sodelavcev, žal se pa dogaja tudi to, da z vsemi ne moremo nadaljevati. Mi bomo status stalnih honorarnih sodelavcev uredili v roku nekaj mesecev. Dobili smo ta mandat od programskega sveta na junijski seji in to bomo zdaj tudi izpeljali do konca. Ne vem, če je še kateri medij ali katera druga ustanova v Sloveniji, ki se je tega lotila na ta način, kot smo mi. Sam sem v mojem dosedanjem delu 6 let, oziroma 5 let pa nekaj mesecev, kar vodim ta zavod, zaposlil preko 500 sodelavcev, od tega je bilo približno 350 takih, ki so bili stalni sodelavci. In s tem nadaljujemo tudi naprej in s tem bomo tudi dokončali. Žal to ne pomeni, da je komurkoli v tem zavodu zagarantirana trajnost. To ne velja tako za pogodbene sodelavce, kot niti za zaposlene. Nihče nima garancije, da bo tu vekomaj. Na kak način se to naredi in za koga to velja? Tu pa seveda morajo biti jasna pravila, transparentna in utemeljitve za vsakega posameznika. Če grem po vrsti in odgovorim na nekaj zadev, ki so se pojavile, pa že zdaj poudarjam, da ne bom odgovarjal na tiste stvari, ki so v pristojnosti bodisi direktorice televizije, ki ima ravno tako pooblastila in soglasje programskega sveta, kot jih imam jaz, in odgovorne urednice, ki ravno tako v okviru svojega dela, Zakon o medijih, statuta Radiotelevizije Slovenija, ima svoja pooblastila za določene področja. Najprej najbolj preprosto vprašanje. Mediji so se razpisali, da smo odpustili Jeljeno Aščič. To je popolna izmišljotina. Jeljena Aščič dela normalno dalje kot novinarka Televizije Slovenija. Kaj bo delala, bo povedala odgovorna urednica. Zgolj drugega dnevnika ne bo več vodila, oziroma novega bloka med 7. in 8. uro. Kot sem takrat na Twitterju zapisal, imeli smo 7 voditeljev. V uredništvu so se odločili, da bo ta blok vodil vsak dan en voditelj in izmed 7 so izbrali 4. Zakaj te 4? Bo odgovorila Jadranka. Drugo vprašanje. Ali smo odpustili Heleno Milinković? Ne drži. Helena Milinković nadaljuje na polno kot stalna sodelavka, obesta stalni sodelavki, pogodbeni, nadaljuje delo v uredništvu zunanje politike. Kaj bo delala? Bo odgovorila odgovorna urednica. Ampak ni bila odpuščena, nadaljuje dalje svojim delom, le oddaje Globus ne bo vodila, ker je bo vodil redno zaposleni novinar. Ali smo poskušali odstraniti voditelja studia City? Ne drži. Vse to, kar govorim, lahko seveda tudi dokumentiramo. Ne drži. Kaj se je dogajalo v studijem City? Ob sedanjem voditelju vam bo tudi povedala odgovorna urednica. Ali je Erik Valenčič politično odstranjen? Erik Valenčič ni politično odstranjen. Je pa ta zgodba dobila popolno politično konotacijo. Ne verjamem, da bi kdorkoli seveda od vas lahko dovolj poznal notranje razmere na Radioteleviziji Slovenija, na Televiziji Slovenija, da bi lahko vsako odločitev, ki se tukaj sprejema, na tak način komentiral, da bi lahko presojal, ali je odločitev prava ali ne, ali krivična ali politična ali ne. Mislim, da bo odgovorna urednica tudi na to jasno odgovorila. Ampak da se je ta zadeva na ta način spolitizirala, mislim, da ni prav. Da je celo stranka stopila v to. Ni v korist niti samemu novinarju, ki je predmet tega dogajanja. Ki deluje neodvisno in neutralno.
Tako da, poglejte, o tem se je veliko pisalo, ampak nažalost, predtem nas ni nihče o tem nič vprašal. O pogodbah z samimi honorarnimi sodelavci sem že govoril. Tudi mi smo del nekega ekonomskega sveta. Tudi mi poslujemo skladno z sredstvi, ki so na razpolago. Zaposlitev, nenadna zaposlitev, približno 300 tistih, ki so danes še zaposljivi, je za Radiotelevizijo Slovenija hud zalogaj. To bo pomenilo nekaj milijonov evrov več denarja, ki ga moramo zagotoviti iz mase za plače. Ob tem veste, da bo, kot kaže, prenehal veljati zakon o uravnoteženju javnih financ. Tudi to bo pomenilo nekaj milijonov evrov več za plače zaposlenih. Odkot naj Radiotelevizija zagotovi ta denar? V poletnih mesecih smo z več pismi na to vprašanje opozorili pristojne ministre, tako ministrico za kulturo, kot finančnega ministra, ki je zadolžen za javno upravo in predsednika vlade. Seveda, pričakovano, odločitve za dvig RTV prispevka ni bilo. Tudi naš predlog glede ponovnega povečanja dovoljenega oglaševanja. Veste, da je zakonom o audiovizualnih storitvah bilo naše oglaševanje omejeno, skrajšano za 2 minuti. Smemo samo 7 minut objaviti oglaševanje v prime time, v primerjavi s komercialnimi televizijami, ki ga imajo 12 minut. Tudi ta predlog, da bi nam tu vrnili minute, pa da bi morda kaj več zaslužili na trgu, ni bilo sprejet. Skratka, Radiotelevizija Slovenija bo prišla v stanje, v katerem bo morala najti več milijonov evrov za pokrivanje mase za plače. To govorim zgolj zato, ker se moramo zavedati, da tudi tu ni nič večnega. In da se bodo verjetno spremembe na tem področju, upam, da na čim mehkejši način nadaljevali tudi v bodoče. Vprašanje je bilo, ali smo za teh prvih nekaj sodelavcev, torej za 9 sodelavcev, to izpeljali na način, da so izvedeli bodisi iz javnosti, da so izvedeli zadnji dan, da ni pravne podlage za prekinitve sodelovanja. Najprej bi rad poudaril, da ne gre za odpuščanja, da gre za napoved, da ne bodo dobili novih pogodb po izteku njihovih pogodb. To je lahko podobno, seveda. Prekinitev sodelovanja pomeni prekinitev prejemanja nekega dohodka, socialno stisko. To je najhujša stvar, ki vsako vodstvo mora početi v svoji ustanovi. In si tega res nihče ne želi. Ampak kaj takrat, ko ne moremo več pa zagotoviti sredstev za nje? Morda malo, morda veliko, vse relativno, ampak do tega lahko pride. Sindikati smo se dogovorili, da bomo take prekinitve naredili tudi na razumen način, da bomo sodelavce obvestili vsaj mesec dni prej. Tako smo tudi naredili. Vsi ti sodelavci, ki so ta obvestila dobili, vključno z Erikom Valenčičem, so to dobili mesec dni pred iztekom, ne dan pred iztekom pogodbe. Njihove pogodbe se iztečejo 30.9. Povabljeni so bili na razgovor, kjer jim je bilo to predstavljeno. Večina se je teh razgovorov udeležila. Vprašanja so bila tudi okoli programskih standardov. Tu bi želel, da več o tem pove direktorica televizije, ali res nižamo programske standarde, ali poskušamo poceniti produkcijo na račun tega, da bi slabše delali, da bi oddaje padali v kakovosti. Moj odgovor je ne. Trend je ravno obraten. Mi potrebujemo sredstva tudi za to, da bomo oddaje delali bolje, da bodo lahko zahtevnejše. Mi v bistvu proizvajamo veliko programa, ampak veliko programa je poceni programa. Veliko pogovornih oddaj v studiu, ki malo stanejo. Zato, ker enostavno sredstva, ki so na razpolago Radioteleviziji Slovenija, ne zadoščajo kaj več. Naj vas samo spomnim, to, kar ponavljam že leta in leta, vsakokrat, ko stopim pred javnost. Radiotelevizija Slovenija ni samo Televizija Slovenija. Televizija Slovenija je približno 2/5 televizije. Imamo radio s svojimi 4 nacionalnimi in 2 regionalnimi programi. Ne pozabiti na manjšinsko problematiko, na radio in televizijo za italijansko narodno skupnost, radio in televizijo za madžarsko narodno skupnost.
Ne pozabiti na oddaje za Rome, ki so ravno tako po zakonu del naše dolžnosti. Pripravili smo tudi že oddaje za narodnosti, ki živijo v Sloveniji, bivše Jugoslavije. Oddaje prilagajamo za invalide, da lahko invalidi, slepi oziroma gluhi spremljajo naše oddaje, bodi si s podnapisi, bodi si z govorcem, na katerega se tudi resno pripravljamo skupaj z drugimi inštitucijami. Skratka, radiotelevizija je bistveno bolj kompleksen sistem, kot pa zgolj televizija, ali pa če to še na koncu skrčimo na informativni program. Zato resnično zaboli, ko se celotno delo neke ekipe ljudi konča pri oceni morda ene kadrovske poteze. Mislim, da je treba na stvari gledati malo širše, pogledati celoto, opozoriti na napake, ampak eno miro širokoglednosti pa kljub vsemu tukaj pričakujem, ko se poroča o radioteleviziji Slovenije. To je moj pogled. Sem generalni direktor radiotelevizije Slovenije. Ne ukvarjam se samo s televizijo, ukvarjam se z vsemi, kolikor se da enakovredno. In ko se zgodi tak, zdaj zgleda že organiziran napad z vseh front, se seveda temu zelo težko upreti. In ta tiskovna konferenca je pač temu namenjena, da povem svoje mnenje, svoje videnje, svojo resnico. In pa da mi postavimo vprašanje. Ja, seveda saj boste, ne? Pa sem predolg. Ampak gledajte, veste, koliko vprašanj sem dobil vseh teh dnevi? A naj odgovorim zdaj na ta vprašanja ali ne odgovorim? Povejte, ali odgovorim na očitke dr. Milosavljevića ali ne? Lahko tudi ne, ampak zato sem to, da govorim. Ali zdaj ste, ali imate že naprej napisano in želite čim prej oditi? Nisem razumel te provokacije. Želim, da poslušate, kar imam za povedati, potem bojo posledal vprašanje. Lahko povem, da tudi to, kar se piše o nezakonitem delovanju vodstva, ne drži. Ne drži očitki, ki so bili zapisani. Govorimo o 3 očitkih nezakonitega delovanja. Prvi očitek je, da je 3. program nezakonit. Če je nezakonit, pomeni, da je nezakonit že leta 2008. Od leta 2008 je parlamentarni program z seveda nekim razvojem v tem času tak, kot ga vidite danes. Na njem je, na primer, dnevnik z znakovnim jezikom. Danes smo se z Zvezo invalidov oziroma gluhih in naglušnih tudi o tem pogovarjali. Če bi teza obstala, da mi na 3. programu ne smemo imeti ničesar drugega, potem tudi dnevnika z znakovnim jezikom tam ne bi bilo. Ne vem, če je zakon imel ta namen. Mi moramo zagotoviti na 3. programu prenose sej. Vendar vmes je ogromno praznega prostora, ki je zapolnjen z drugimi oddajami. Še nekaj morate vedeti. Danes so si televizijski programi popolnoma enakovredni. Na daljincu izberete 1., 2. ali 3. program. Nobene razlike ni v pokritosti. Vsi 3 signali so prisotni na vseh kabelskih, IP in drugih platformah. To pomeni, gledalec prosto izbira. In tudi oddaje, ki jih sedimo na 3. program. Zanje smo večkrat dobili pripombe gledalcev, da jih želijo gledati v boljših terminih. Ampak mi na 1. programu nimamo toliko odličnih terminov, da bi tam lahko bile vse oddaje. Zato jih razporejamo pač na še ostala 2 programa. To je edini razlog, zakaj se to dogaja. Drugi očitek nezakonitega delovanja, nespoštovanja statuta 38. člena, nekomunikacije, neomogočanja delavcev. To je člen, ki govori o svetu delavcev. Svet delavcev v zavodu normalno deluje, z njim imamo redne seje, pred vsako odločitvijo, ki je v njihovi pristojnosti, se z njimi posvetujemo. Tako da tudi tukaj lahko rečem, da delujemo povsem zakonito. In mislim, da bi nas marsikdo že na to opozoril, sploh pa programski svet, ki ima v rokah škarje in platno, da delujemo nezakonito. Tretji očitek je pa očitek glede Bojana Travna, na to pa bodo odgovorili kolegice. Jaz se iskreno pravičujem, če sem bil predolg, poskušal sem odgovoriti čim bolje na to, kakšno je stanje v našem zavodu. Odgovore imam pripravljene tudi na nekatere očitke kolege Valenčiča iz javnega pisma.
bom pač povedal kasneje, če bom imel še to priložnost. Hvala. Spoštovani, hvala lepa, da ste se tako številčno udeležili tega srečanja. Mi smo hoteli danes tedno pripraviti posebno novinarsko konferenco, na kateri bi predstavili program in tudi odgovorili na vsa vprašanja, pa je zdaj to prišlo prav en teden prej. Skratka, delo direktorice Televizije Slovenija sem sprejela, ker vem, da lahko bistveno prispevam k ureditvi nacionalnega medija. Imela sem se priložnost veliko naučiti o programu, schemah, formatih, tehnologiji, financah in od novembra strokovno in premišljeno urejamo programske in organizacijske zadeve. To navsezadnje urejanje hiše, urejanje televizijske hiše pričakujejo gledalci in tudi številni sodelavci, ki so me pravzaprav prepričali, da sem se potegovala za to mesto. Zavedamo se odgovornosti do gledalcev, delamo za gledalce, po drugi strani pa tudi za številne prizadevne in kvalitetne sodelavce, da jim vendarle ohranimo delovna mesta. Vendar pa Televizija Slovenija ima leta 2015 4,5 milijone manj denarja, kot ga je imela leta 2014. Brez tako imenovanih razvojnih sredstev delnic pa 2 milijona 900. 4,5 milijone evrov. A veste, koliko je to? To je kakšnih 200 zaposlenih, na primer, ne? Nalogo imamo, da se ukvirimo v sredstva, ki jih imamo. V letih, ko je bilo veliko denarja, je televizija angažirala številne sodelavce. Ko je projekte ukinjala, ko je krčila sredstva, se jim ni zahvalila. Mi nimamo izbire. Žal, nimamo izbire. Ali bomo socialna ustanova, ali bomo delali dober program za gledalce. Zakon je jasen. Na televiziji smo v nekaterih okoljih naletela na dokaj anarhične razmere. In to urejamo. Seveda nekatere boli. Večina pa je vesela, da se končno začenja urejati televizijo. Verjamem, da tudi gledalci se moramo z njihovim denarjem racionalno in premišljeno ravnati. Določenim sodelavcem ne moremo podaljšati pogodbe o honorarnem sodelovanju. Kriteriji za ohranjanje sodelavcev so jasni. Kakovost, strokovnost in prizadevnost, stalnost, na vse zadnje tudi socialni vidik ni tako nepomemben. Ker imamo manj projektov, ker niso strokovno dovolj dobri, ker morda niso dovolj prizadevni in tudi morda, ker niso stalni, ampak samo občasni in niso odvisni samo od nas. Polno moramo tudi zaposliti redno zaposlene sodelavce. Nihče ne more prihajati na televizijo samo v službo in prejemati plače. Delati moramo za plačo. Imamo na primer sodelavko, s katero se že od decembra trudimo, pa ni edina, da bi vendarle naredila eno večerno pogovorno oddajo. Zadnje pol leta ni delala nič, kljub vsem našim naporom. Zadnje, kar sem slišala, je, da si je menda v petek pozno zvečer tukaj v tej stavbi RTV-ja, v času, ko je bila uradno službeno odsotna, zlomila nogo. Erik Valenčič, oprostite, edino, kar sem imela z njim je, da smo ga na TV Slo 3 pred ne vem kolikim časom sprejeli in se je tam z drugimi učil televizijske obrti. Nazadnje pa sem se morala kot direktorica televizije javno opravičiti, ker je menda v eni od svojih oddaj zmanipuliral neko osebo. Hkrati sem se zavzela, ko sem izvedela, da ima težave, da je hiša stopila v njegovo pomoč. Voditelji stalnih oddaj. Noben voditelj ni stalen. Mi nimamo stalnih mandatov tukaj.
Tudi zdajšnji voditelji TV Dnevnika nimajo mandata več kot do konca leta. Edini doživljenjski voditelj je morda Slavko Bobovnik. Kriterij, strokovnost voditelja, biti mora primerna medijska osebnost, pomemben je tudi odziv gledalcev. Zavzemam se za to, da so voditelji, predvsem pa v srednjih televizijskih oddaj, ne bralci besedil, ampak da imajo avtorski pristop. Bojan Traven, Travno vlada televizijski medij, prejšnjo podobo informativnega programa so v grafiki zaradi ne najboljšega suporta pripravljali leto in pol. Zdaj jim je to uspelo v nekaj mesecih. Računam, da bo Travn sodeloval pri integraciji informativnega in parlamentarnega programa in pri postavitvi TV Slo 2, kar že dvakrat piše v PPN-ju v našem programsko-produkcijskem načrtu, pa šele zdaj začenjamo. Kadrovska politika, kot marsikje v državi, ni bila vselej premišljena in na nekaterih področjih potrebujemo tudi znanje, ki ga nimamo doma. Žal smo trenutno skoraj da hermetično zaprti. Profiliramo vse 3 programe. Prvi bo postopoma izrazito nacionalni, z žlahtnimi formami in vsebinami. Drugi bo nekoliko bolj lahkoten, ker je več športa tudi. Tretji pa informativno-parlamentaren. To je tudi v naših planih in je zakonito. Da mimogrede omenim, vpis v razvid medije, del 3. programa, si lahko ogledate, to ni nič skritega. 3. program je vpisan v razvid medijev kot informativni program. Vse je zakonito in oddaje, ki jih predstavljamo iz 1. na 3. program, se jih lahko tudi ukinemo. 1. program, oprostite, imamo cele večere informativni program, vse nacionalna televizija mora imeti tudi kakšen drug program, ne samo informativni. Načrtujemo več Slovenije v programih, več regionalnih vsebin in bolj zanimivih kulturnih vsebin tudi več. Skratka, delamo na tem, da bodo vsi sodelavci, ki prejemajo plačo, tudi delali. Edini namen naš je vseh sprememb, ki se jih lotevamo, torej boljši program, boljše delovno okolje za sodelavce, ki so kvalitetni in prizadevni. Hvala lepa. Vsi sogovorci so na voljo za vprašanja. Bi vas prosila, da počakate, da vam dam mikrofon, da se bo vprašanje slišalo, da se potem ta vprašanja ne bodo ponavljala. Pa prosim, če se predstavite. Gros Rok tukaj. Jaz sem pač kot predstavnik naših vernikov in vernic, ker tudi, bom rekel, se jih direktno tiče in indirektno. Dva zelo kratka vprašanja bi imel. Eden bo prisotnim novinarjem in vse javnosti, ki je tukaj, drugi bo pa vam. Najprej bi imel vprašanje. Glede na to, da se postavljajo indici za, bom rekel, jaz sem naštel vsaj 4 kazniva dejanja. Enega od teh ste že našteli v vašem monologu, ali kako hočete temu reči. Zdaj, kaj jaz vidim pri tem najbolj sporno? Sporno vidim, da je javno objavljen mobbing. Mobbing je kaznivo dejanje. Vkolikor je to res, kar se je dogajalo, je to stvar, ki bi jo mogli kriminalisti že preiskovati. Potem druga stvar, kar je, vkolikor je res, da se je na seji programskega sveta diskriminiralo na podlagi nacionalnosti, je to samo po sebi kaznivo dejanje. Vkolikor je res, da je bil katerikoli vodstvenik seznanjen s tem, je to naslednjo kaznivo dejanje. Tukaj se še nadaljuje, veste, spisek, ampak tukaj so drugi, bom rekel, pristojni za to, ki morajo to raziskati. Druga stvar, ki je pa vprašanje, ki je vsem tukaj prisotnim novinarjem in vsej javnosti, kaj je. Jaz sem že pač tudi javno to napisal in bom še enkrat napisal. Prišli so po stotine drugih. Pred parimi dnevi so prišli po Jeleno, včeraj so prišli po Erika, in ne misli, da ne bojo prišli po vas. Po vse bojo prišli. Prej slej boste vsi na vrsti. In ja, vprašanje je pa tem, ali boste sprožili generalno stavko. Čisto resno vprašanje vsem vas. Hvala.
Hvala lepa za vprašanje. Navedli ste 3 kazniva dejanja, 4. nisem razumel, katero ste mislili, da je že bilo povedano. Glejte, tukaj je toliko stvari. 3 ste navedli, katero je 4. Ja. 4. so pa stvar kriminalistov, da jih najde. Ker tukaj je, kar je bilo pisano v časopisih, v sredstvih javnega obveščanja, je poleg tega tudi recimo ena od teh je nezakonita zaposlitev. Zapisano je bilo, da so na sodiščih bili novinarji, ki so bili nezakonito zaposleni, kot SPI, morali bi biti pa v razmerju za nedoločen čas. In to so bili 100 primerov, kolikor je meni znano, pa se upravičujem, če to ni res, mogoče je bilo 10, ampak tudi, če je bil samo eden, je to eden preveč. In tisti eden bi mogli vi ukrepati, da se to stanje popravi, ker to je nezakonito stanje in bi bili dolžni to urediti. Če tega ne naredite, storite naslednjo kaznivo dejanje. Drži. Bom odgovoril. To je eno, to je 4. recimo. Pa verjamem, da je še 5., 6., 7. in 9. No, če bi bilo to kaznivih dejanj v zavodu, bi sklepal, to je pa stvar za kriminaliste. Jaz tukaj prijavljam sume. Hvala za vprašanje, smem odgovoriti zdaj. Seveda. Poglejte, kar se tiče samostojnih podjetnikov in honorarnega dela, sem prej obširno povedal. Dodal bom še to. Zdaj ne vem točno, mislim, da predlani je bila celo ena konferenca, ki jo Sindikat novinarjev v Sloveniji organiziral o prekernem delu. A veste, katera ustanova na področju novinarstva v Sloveniji je bila postavljena kot zgled, kako se to rešuje v Sloveniji? Radio-televizija Slovenija, ki se je edina lotila sistematično urejanja tega. Mi imamo podpisan dogovor z sindikati, kako bomo to uredili, in ker je zdaj prišla z programskega sveta pobuda, da to uredimo naenkrat, bomo to uredili naenkrat. Kot sem povedal, v naslednjih mesecih, seveda s podporo programskega sveta, kot veste, rabimo soglasje za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Ampak to bomo uredili, veste, in to se ureja. Ampak to je zatečeno stanje od obstoja Radio-televizije Slovenije. To ni zagrešilo, ne to je prejšnje vodstvo. Sistem angažiranja honorarnih sodelavcev je bil sistem dela v tej in mnogih drugih ustanovah. Zdaj se bo to rešilo. In tudi to ne bo lahko, ker bo treba po eni strani denar zagotoviti, treba bo ugotoviti, kaj s tistimi, ki pogoje za zaposlitev nima. Skratka, zelo kompleksno vprašanje, ampak s tem se ukvarjamo zdaj leta. In kot sem rekel, na tem področju imamo tudi rezultate, bomo pa to dokončali. Se pa strinjam z vami, to je treba rešiti. In to vodstvo mora rešiti. In to rešujemo. Kar se tiče kaznivega dejanja javno objavljen mobinga, morate mi povedati, na koga je mišljen ta mobbing, ker da bi jaz vedel, od postopkov mobinga nekaj v hiši imamo komisijo za mobbing, in boste verjeli, tudi tu smo že bili na konferenci, ki je govorila o mobbingu, predstavljeni kot zgled, kako se organizira boj proti mobbingu v eni ustanovi. Imamo pooblaščenko za mobbing, imamo komisijo, mislim za mobbing, se prečujem, pooblaščenko za boj proti mobbingu, imamo komisijo, ki te primere proučuje in tako naprej. To zelo dobro tudi deluje v tej ustanovi. Ne vem, da bi bil javno objavljen mobbing, če bom seznanjen, bom zagotovo v zvezi s tem ukrepom. Kar se tiče pa tega zadnjega, kar se je tudi pisalo v medijih, kar je popolna izmišljotina, da so na seji programskega sveta razpravljali o kolegici Aščičevi in njenem priimku in da je to razlog, da ona ne bi mogla voditi dnevnika. Jaz tega nikoli nisem slišal na nobeni seji, ne programskega, ne nadzornega sveta, in kaj takega bi bilo absolutno nedopustno. Če dovolite samo okrog teh ičev, ker tako ponižujočega, tako bednega očitka si jaz res ne bi dovolila niti slišati. Tudi moj dekliški priimek je bil Nalič. Tako da mislim, to prosim, da to črtamo in da se v takih stvarih ne pogovarjamo. Da pa ljudje branijo svoje pozicije, lobije, fevde, ki jih je v tej hiši kar veliko, z vsemi sredstvi, oprostite, tudi na to ne moram pristati. Hvala lepa. Internetni portal zamisli.si. Gospa Vizir, pred leti ste izjavili, da je politika premagala novinarstvo. Kaj trdite danes? Drugo vprašanje. Po spletu že kroži predlog peticije, da ljudje prenehamo plačevati prispevke RTV-ju. Kako komentirate? In tretje vprašanje. Vaša medijska hiša mnogokrat poroča o krivicah v podjetjih. V čem se vi razlikujete?
In zadnje vprašanje, ki ga vam še vedno postavlja Rok Gros. Ali boste odstopili, če se pojavijo v raziskavi dokumenti? In dokumenti, recimo, kaj se je razpravljalo na programskem svetu, da gospa Jelena, da nima kaj voditi dnevnika, zato ker prihaja iz druge dežele. Se prečujem, nisem član programskega sveta. Ne, tukaj so vsi predstavniki, a ne? Vi ste rekli, da so javne. Vi ste se sklicevali na podatke na programski svet, da o tem niste bili seznanjeni. Vkolikor se pojavijo podatki, da ste bili seznanjeni s tem, ali boste nemudoma odstopili? Hvala. A jaz odgovorim na to, kar sem bila vprašala? A odgovorim? Lepo prosim. Hvala lepa za vprašanje. Ja, jaz sem svojeglava, jaz sem borka, veste, se nisem dala kupiti nikomor v življenju. Sem tudi kdaj kratko za to potegnila, ampak mirno spim. In velikokrat, in tudi z novinarstvom, z medije, predvsem s televizijo, tudi z radijem, se strokovno ukvarjam v zadnjih desetletjih še. Doktorirala sem na to temo in me boli, da je vpliv lahko na posameznike kar precejšen. Upam in se trudim, da je na televiziji Slovenija tega čim manj prekadrovske politike, ki jo skušamo voditi, in tudi seveda nič ne moreš skriti, saj se vse vidi, vendarle, ne? Vse se vidi. Še nekaj bi rada rekla, okrog... Torej, danes je drugače. Ne vem, ne spremljam drugih medijev toliko, da bi lahko rekla, bojim pa se, da ni vedno čisto tako, ne? Mislim, da se moji kolegi trudijo za čim višjo profesionalnost, to sem se zavzemala tudi v okviru parlamentarnega programa in nismo imeli nobenega vpliva politike. Mi je zelo žal, če drugače mislite. Še okrog honorarnih sodelavcev bi rada povedala. Delala sem v zadnjih 13 letih predvsem s honorarnimi sodelavci, postavljali smo Dobro jutro, tretji cel program, izvrstni sodelavci. Še zdaj sem pripravljena za večino njih dati roko v ogenj in marsikaj storiti. Imeli bomo velike probleme, s katerimi se ubadamo, general bo o tem več povedal. Namreč, mi smo že pripravljeni zaposliti vse honorarne sodelavce, seveda, ni problem. Eni se niti nočejo, ker zaslužijo bistveno bolje. Trenutno iščemo tudi način, kaj storiti s tistimi, ki nimajo izobrazbe. Teh ni malo in med njimi so tudi nekateri, o katerih vi govorite zdajle tukaj, z imenom in priimkom. Kaj bomo pa z njimi storili? Lepo prosim, iščemo način, kako dobre honorarne sodelavce ohraniti, ne glede na izobrazbo. Torej, Erik Valenčič ni bil dober sodelavec? Ne govorimo o Eriku Valenčiču, ne morem se umešavati, ker on ni deloval kot stalni honorarni sodelavec, koliko so me danes obvestili, je v celem letu delal toliko, mislim, da samo nek dokumentar, s kakšno oddajo, ne vem, niti za eno dobro bruto plačo. Mednarodno nagrado. Ja, hvala Bogu, če jo je zaslužil, čestitam še enkrat, naprimer. Ja, oprostite. Tule bodo moji sodelavci povedali, koga bomo pa namesto, on ni bil odvisen od nas, nekdo, ki v pol leta ne zasluži več kot 3000 evrov, ker tudi ni, kolegica razložila, ni pripravljen več delati, takih stvari, ki jih pač mi potrebujemo, najbrž ima tudi druge priložnosti, ne? Se upravičujem, ampak se ne bi rada umešavala, ker jaz ne odločam o Eriku Valenčiču, a bo delal ali ne bo delal, to ni moja stvar, direktorice televizije. Ali lahko odgovorite še naprej, da kroži, da... To bi jaz odgovoril, če dovolite, da Jadranko odgovori na ta vprašanje ravno o teh selekcijah, no, ker je pa kljub vsemu presoja bila v njihovem uredništvu, jaz bom pa potem o tem, kar ste vprašali. Zdaj, razlogi, zakaj je nekaj kolegov moralo oditi oziroma jih bomo prekinili pogodbe, so predvsem te poslovne narave, torej finančne. Julija smo dobili rebalans na mizo, uredništva so, oziroma programi so ostali brez 5%, to je za nas pomenilo približno 150 000 evrov. In glede na to, da so honorarji približno 80% tega denarja, ki ga imamo, smo se pač morali odločiti tudi za to potezo. To gotovo ni bilo lahko. To je bila ena bruto plača preveč.
Kakorkoli, Erik Valenčič ni delal kot stalni sodelavec v tem smislu, da bi delal dnevno. Mi pač potrebujemo v dnevno informativnem programu ljudi, ki delajo vsak dan, ki so tukaj v pogonu, ki so tudi na turnusih po 12 ur ali več. In njega je dejansko zanimalo neko drugo delo. Žal ni prišel na ta sestanek, kjer bi se lahko o tem pogovorili. On je v začetku leta naredil dokumentarec, bil je med Kurdi, in je bil tudi dober dokumentarec, ne sicer dovolj dobro gledan, ampak za takšne projekte ne potrebujemo človeka na stalnosti oziroma na stalni pogodbi vsak mesec. To je dejstvo. Glede plačevanja RTV prispevka, gledajte, pozivanje k neplačevanju, to pa je kaznivo dejanje, to moramo vedeti. RTV prispevek je pač oblika financiranja javne radiotelevizije, ni slovenska posebnost. V vsej Evropi obstaja javne radiotelevizije. Združene so v EBU, to je Združenje javnih radiotelevizij. Približno plačevanje prispevka povsod podobno urejeno, ponekod imajo letno naročnino, ponekod imajo prispevek. Pri nas je to prispevek, ne naročnina, vedno se napačno to imenuje, ampak je prispevek in je parafiskalna dajatev. Lahko bi bilo to ukinjeno, pa bi se potem iz proračuna financiralo, ampak ne predstavljam si pa sodobne družbe, ki ne bi imela javnega medija. Ali pa bi to bila edina v Evropi. Torej, nek način javnega financiranja obstaja. Še enkrat bi poudaril, ne gledajte skozi plačevanje RTV prispevka, oziroma ne gledajte zgolj skozi televizijo Slovenije ali njen informativni program na plačevanje RTV prispevka. Dajte prisluhniti vsem tistim, ki danes od RTV Slovenije edini dobijo določene vsebine. Če govorimo o manjšinah, o nacionalnih manjšinah, govorimo o invalidih, govorimo o določenih drugih skupinah, otroških programih, mladinskih programih, kultura, kje še kaj najdete razen na radioteleviziji Slovenija. Zato obstaja RTV prispevek. In seveda, radiotelevizija Slovenija lahko tudi napake dela. Ampak, a to pomeni, da jo je treba ukiniti? A to pomeni, da potem kar naenkrat te ustanove kot take ne potrebujemo več in vseh njenih vsebin, zaradi tega, ker en njen del recimo ni nekomu všeč, ampak en drugi del nekomu drugemu ni všeč. Moje stališče, ki je osnovano tudi na eni raziskavi, ki smo jo pred nekaj leti delali, raziskavi javnega mnenja, je, da 99% prebivalcev Slovenije poseže vsaj po eni vsebini radiotelevizije Slovenija. Skratka, vsak prebivalec Slovenije koristi vsaj, ali gleda televizijo, ali posluša radio, ali to Ars, ali Val 202, ali klika na MMC-ju, ali morda spremlja koncerte naših simfonikov ali Big Banda. Tudi to je del radiotelevizije Slovenija. Ne pozabiti, imamo založbo, s katero izdajamo izdaje, ki jih niče drug v tej državi ne izda. Vse to je radiotelevizija Slovenija. Mi smo ogromen sistem. Nas je dejansko 2500. In kadar govorimo, da je ta ustanova za nič, zaradi ene ali dveh oseb, žalimo vseh ostalih 2500. Jaz lahko pustim, mene kritizirate, moje dejanja absolutno. Ampak spoštujte ustanovo in njene ustvarjalce. Kar se pa tiče poročanja o drugih podjetjih, seveda, mi poročamo o tem, kaj narobi v drugih podjetjih. Jaz tudi sprejmem kritike, kaj narobi v našem podjetju. Ne morem pa sprejeti kritike, ki je osnovana na hodniški govorici, ni res. Jaz ne morem sprejeti kritike, zakaj ste odpustili Jeleno Aščič. Oprostite, ker je nismo. Kako naj to razložim, da bo dovolj jasno? In to, kar se je ta teden pojavljalo v medijih, to, kar je objavil kolega Erik, to, kar je zapisal, je lahko njegov pogled, ampak tu stvari ne držijo, odstopajo od resnice. To, kar je profesor Milosavljević objavil, odstopa od resnice, od dejanskega stanja. In vsi o nas, veste, pišejo in vsi vedo več o nas kot vi sami. Jaz sem za to in vedno odgovorim na vprašanje novinarjev, veliko časa se vzamem za to, PR-ovci lahko to potrdijo, da res konkretno govorimo, da se ne izmikamo, kolikor se le da natančno na vprašanja. Ampak jaz samo to prosim, preverjajte govorice, preden jih objavljate v vaših medijih. Samo to. Martina Piskajce, veste, prej sem slišala, da ste rekli, da Erik Valenčič ni odvisen od vas. A to pomeni, da vi vzamete samo delce, ki bodo odvisni od vas, ki bodo poslušali in sledili? Potem zanima me, kakšno plažo ima Bojan Traven, potem da slišimo, koliko morate metati na denar. Vemo, da zdaj delate oddajo, ki na teden pride 30 000 evrov.
Zanima me tudi, zakaj vaši novinarji ne upajo dajati izjav. To bi sem kar nekaj časa spraševala in nihče si ni upal. In še zadnjo glede invalidov, ki ste jih že večkrat omenjali, nikdar niste hoteli najbolj pomembne zadeve glede invalidov in to je netransparentnost in nepravilnosti v fundaciji FIHO. To glede invalidov. Ne, jaz sem prej kriterije povedala. Pač imamo mi letos 4,5 milijona manj denarja, torej lahko 200 ljudi odpustimo. Naj dvigne roko. Ni kriterije. Strokovnost, prizadevnost, zavzetost, povedala sem pa ali ukinjanje projektov, tudi to je lahko, na vse zadnje pa nismo imuni tudi do tega, kako bo kdo preživel. Tudi to ne moreš biti. Nažalost ali na srečo je, tako smo ljudje. In kar invalide zadeva, mislim, bo generalni direktor še več povedal. Zelo se trudimo. Sama sem vodila programe, kjer smo te stvari objavljali, tako filme za slepe, kot podnapise v Dnevniku, Slovenski kroniki, številne. Kaj pa je bilo? Jaz nisem dobro razumela vse, kar je spraševalo, lahko ponovite. Plača Bojana Tara, glede invalidov pa ne govorimo o tem, da spremljate invalidov. Ne spremljate pa, kaj se dogaja z denarjem, ki so namenjeni invalidom. Ne spremljate to, da vas stalno obveščamo in prosimo na eno oddajo glede fundacije FIHO, kjer se dogajajo grozne nepravilnosti, netransparentnosti in vedno se oddaja ob steno. To potem, kako o invalidih, razlika kažete, kako se sprehajamo, kako živimo in da smo še vedno živi. Jaz verjamem, da bodo novinarski kolegi to storili, na Jadranka Rebernik pojasni določene Smo stvari. to, v zadnjih letih smo o teh nepravilnostih večkrat poročali. Zdaj, če imate vi kakšne konkretne podatke, vas prosim, da jih pač dostavite, oziroma ne vem komu, meni ne, ali komu od mojih urednikov tudi ne, da bi vedela ne. Bomo uredili to. Tako da to ne drži, jaz se s tem ne strinjam. Mislim, da tudi sicer to polje precej močno pokrivamo, tako da tukaj se ne strinjam z vami. Kar zadeva zunanjo politično redakcijo in Erika, še enkrat ponavljam, mi imamo v zunanji politični redakciji 11 zaposlenih in 10 honorarnih sodelavcev, ki so stalni, ki pač delajo v dnevno informativnem programu, v dnevnem pogonu. Prihajajo nazaj še drugi dopisniki, Vardjan je že tukaj, Marta Razboršek pride januarja, Mojca Širok se vrača iz Italije v naslednjem letu in to pomeni zelo veliko število ljudi, ki bodo pač morali nekaj delati. Tako to je. Najprej moram obremeniti ljudi, ki so tukaj redno zaposleni. Razen, če kdo predlaga, da odpuščamo redno zaposlene. Še kaj? Plača Bojana Travna, njegov honorar je 2,900 bruto, kolikor sem seznanjena, in to je to. To je primerljivo tudi z drugimi novinarji, ki so tukaj zaposleni. To pa ne vem. V kakšnem smislu ne upajo? In gospoda Preganta, in Ambrožiča, in še neki, in nišče ne upajo praviti, da ne smejo govoriti o tem. O čem? O tem, kar se dogaja v tej hiši. Glejte, vsakdo lahko spregovori, kaj se dogaja. Nikoli še ni bilo niti enega represivnega ukrepa do nikogar iz te hiše. Pa vam povem po pravici, mislim, da bi moral biti. In sicer do tistih, ki širijo dezinformacije. Ker o tej hiši se da govoriti tako, da poveš, kaj se dogaja. Seveda, če veš, jaz verjamem, da mnogi zaposleni to tudi meni očitajo, da v hiši nimamo dovolj kakovostne komunikacije, ne morejo vedeti, kaj se dogaja v 4. nadstropju, kakšne odločitve, katere odločitve sprejemamo, zakaj jih sprejemamo. Razumljivo. Jaz se s temi stvarmi ukvarjam 10 ur na dan, delam za to hišo in je jasno, da vsega tega jaz sporočiti sodelavcev ne morem. Največkrat še si kaj povemo na kakšnem sestanku, tega je premalo. Zaprt sem gor v tej luknji v 4. nadstropju in premalo hodim ljudi. To je moj problem, tega se zavedam, upam tudi, da bo to v bodoče morda malo drugače. Ampak stalno vozimo slalom v zelo nevihtnem okolju in pač potrebno reševati sproti problem. Mi smo pač ogromna kompleksna ustanova. Jaz lahko povem, da vsakdo v tej hiši ima svobodo govora, če meni napiše pismo, mu odgovorim, če gre v javnost, tudi poskušam odgovoriti.
ne odobravam pa širjenja dezinformacij ali pa širjenja informacij, s katerimi se poskuša namerno škodovati hiši. Ampak jaz mislim, da je to razumljivo. Tu govorimo o pripadnosti naših ljudi. Pripaden človek tej ustanovi bo tudi umazano perilo opravil v ustanovi, ne pa v javnosti. Če bi jaz smela dodati samo to, mi imamo v teh dneh že vsakodnevno številne sestanke s sodelavci, celodnevne, tudi vzdrževanje, tudi tehnika, tudi produkcija, tudi uredništva in to v celoti, od honorarnih sodelavcev do redno zaposlenih. Povedali so mi tudi celo to, da noben direktor jih še ni tako široko vabil na sestanke in se z njimi pogovarjal in poslušal, kar sem kar ponosna na to, sicer sem zato tukaj, da to počnem in kar pa zadeva svobode, ja, kje pa vi preberete vse te neresnice, ki krožijo o televiziji? Ja, v medijih se vsak lahko napiše, kar hoče, naprimer, drugi imajo kodekse, samo vprašajte koga, ki je delal na komercialni televiziji, če bi lahko toliko neresnic objavil, pa tudi resnic najbrž ne. V enem intervjuju sem se celo šalila, da predno pridem v službo, moram najprej rumeni tisk prebrati, da bom sploh ugotovila, kaj sem delala in kaj bom, ampak na koncu koncev lahko nas kritizirate, ni problem, zato smo tukaj, ampak pravico do resnice pa imamo. Hvala lepa. Eno vprašanje imam po mojem za gospoda Filija pa Ljerko Bizil. Ljerka, prej si govorila, vidiram, skozi explicitno v Miši Mok, in že od novembra dalje tukaj nisem dela. Me zanima, zakaj ne začete postopek za odpoved izrednega delovnega razmerja? Zdaj, po moji oceni bi šparali kakšnih 50 jurjev na leto, to je 20 valenčičev, recimo. Pa prosil bi, če bi se lahko tiskovna konferenca malo pomakla v to smer, da bi mogoče Jadra Karebenik povedala, kaj udara voditelji, kdo, zakaj, vse te stvari, to so bile napovedane, zdaj pa še tukaj 1 uro stojim, pa poslušam aktiviste. Torej, jaz sem tudi upal, da bom imel priliko to povedati, jaz sem zaključil predčasno, ker sem bil predolg, vprašanja na to temo pa ni bilo, torej, dajmo jo to vprašati. Kar se tiče pa Miše, poglejte zdaj odziv na kolego, za katerega bo odločeno, da ne bo več stalno sodeloval, samo projektno. Si predstavljate postopek odpovedi delovnega razmerja na Miši Mok. Mislim, malo za šalo, malo za res, ampak hočem povedati, Ja, za Mišo Mok, jaz jo spoštujem, želim, da dela in se trudimo, da bo. Zdaj trenutno pa ima malce težav, kot sem slišala, kot sem bila obveščena. Tako da se bo tam to njeno delo malce moralo preložiti. Hvala lepa. Bom jaz najprej sproti vprašanjem. Kaj naj naredim z novinarjem, ki sicer ne dela tukaj, ampak širi laži in je objavil, da nimo neko laž v zvezi z našim programom? Kaj bi vi naredili? A ga tožim, ga dam na častno razsodišče ali kaj takega. Tukaj imamo gospoda Koširja, ki je objavil, da naj bi Jože Možina bil urednik ali kako voditelj Studia City. To je izmišljotina prve vrste. To me ne zanima. Niste me poklicali. Kaj je prvo pravilo novinarstva? Vse sem prebrala. Kaj je prvo pravilo novinarstva? Se pokliče in preveri. Lejte, verjetno res. Preverjali niste, izmišljotino ste pa objavili, jo tudi delili na Facebooku in zavajali ljudi. O tem se nismo niti pogovarjali. Voditelj ostaja Marcel Štepančič te oddaje. Je pa res, da smo vodenje ponudili v kakršnikoli obliki, to bi se pač pogovarjali naprej Kseniji Horvat. Ona je tudi eno od teh primerov, ki so pač redno zaposleni in bi morali delati še več, ampak v tem trenutku še razmišlja oziroma, ne vem kako ne rečem, išče verjetno ovinke, da ne bi tega delala. Tako da v tem trenutku recimo Studio City ostaja v tej zasedbi kot je. Gospod Požar, kaj je vas še zanimalo? Lažje je s konkretnimi vprašanji. Ja. Tole, kaj je gospod Bizilj zdaj odgovorila, reka si, da ona ne dela že nekaj mesecev, ne vem, da se počaka še nekaj dnevno.
Na bolniški. Ja, na bolniški. Jaz sam na kratko bi odgovoril. Glejte, to gorčenje, ki ste ga zdaj izrazili... Očitno podpirajo laži, ki se objavljajo. Ne govorimo o tem. Resnično imamo sodelavce, ki zavračajo dodeljene naloge. No, to morate verjeti, da je tako. In proti temu se zdaj res intenzivno borimo. Nihče v tej hiši v bodoče, pa že do zdaj bi to moglo biti. Tle imate prav. Ne more odklanjati dela. Nekaj more delati. In si ne more izmišljevati, ali bo delal to ali ono, ali bo delal zjutraj ali popoldan. Tukaj moramo izkoristiti slehernega sodelavca, da naredi delo za svojo plačo. Jaz saj tu upam, da nam izrazite podporo, kaj se tega tiče. Če zdaj govorimo o imenih, morda ni prav, da govorimo o imenih. Jaz tudi nisem za to, da izpostavljamo imena. Ampak to, da v tem zavodu se to dogaja, ste vi prej pisali, kot smo mi kdaj to priznali v preteklosti. To ne morate priznati. Je vse manj tega. Tudi nas je vse manj. Mi smo znižali stroške dela v minulih letih za 5 milijonov evrov, skupne stroške dela. Govorim honorari, plače in študentski servis. Nas je bistveno manj, kot nas je bilo, pa ne ustvarjamo toliko manj programa. To pomeni, da obstoječi sodelavci so prevzeli določene naloge. Ampak še danes pa imamo koga, ki ima še potencial in s katerim se pogovarjamo, da prevzame dodatne naloge. Nismo pa industrijski obrat, bom rekel, kjer pač te stvari grejo drugače. Ne? Z novinarji delamo, jaz mislim, da kljub vsemu spoštljivo, se pogovarjamo o teh, se dogovarjamo o teh stvareh, ne delamo na ukaz. Vam pa moram dati podatek, sem ga prej pozabil dati, ne? Ko sem govoril o obsežnosti Radiotelevizije Slovenija in o vprašanju, a smo mi dobri ali za nič okoli enega novinarja. V tej hiši dela 675 novinarja. 675, to številko si zapišite. Ne vem, katera ustanova ima še tak potencial v tej državi. Kriterij. Ja, Matej iz Radio Študent. Najprej bi se zahvalil gospodu Filiju, verjamem, da ste dobili veliko očitkov glede prilagajanja programa za invalide, to je bilo treba pojasniti. Popravil bi vas, da Radiotelevizija Slovenija je javni zavod in ne podjetje, ste se malo zarekel, pa odzval bi se na očitek, da se je v teh zadevah, o katerih se pogovarjamo, pisalo, brez da bi se vas karkoli vprašalo. Mi smo vas poklicali, smo vas prosili za izjavo, pa niste bili odzivni. Zdaj pa dve vprašanji. Pravičujem, oprostite, kaj ste me, mene niste klicali. Ne, vas ne. Klicali ste v službo za odnose z javnostjo, pisali in dobili odgovor, da vas ljudno vabimo, da se udeležite na naše novinarske konference. Vprašanje se pa postavili včeraj popoldne. Teda mislim, da je relevantno, da lahko prijete danes. Ni bilo včeraj popoldne. Ja, bilo je, no. Dve vprašanje imam. Prvo je glede Bojana Travna. Zakaj se vam zdi primeren za urednika TV Dnevnika, glede na to, da je bil, mislim, da 9-krat spoznan za krivega kršitve novinarskega kodeksa, glede na to, da je občinski svetnik, in zakaj se vam zdi primeren, glede na to, da je gospa Bizil v intervjuju za Mladino povedala, da si želi več raziskovalnega in poglobljenega novinarstva, torej zakaj je Bojan Traven primeren za to. Drugo vprašanje, zdaj v odgovorih, zakaj so bili te ljudje premeščeni, oziroma zakaj prišlo od teh sprememb, ste v glavnem odgovarjali v zvezi z Valenčičem, da ni delal. Kaj pa za ostale dva, oziroma tri? Prej, da se pravičujem. Torej, kakšni so bili tukaj kriteriji, a oni tudi niso delali? In pa še vprašanje kolegice, zdaj govorite, da mora novinar delati oziroma upravičiti svojo plačo, delati polni delovni čas. Torej, vi želite imeti novinarje, ki bojo na pogodbi in delati polni delovni čas, to je protizakonito. Ne, zaposlen. Se pravi, mislite redno zaposlovati na vrlo? Seveda. Pa potem, da ne smete redno zaposlovati pozornosti. Pa da pravite, da nimate denarja. Mi moramo zaposliti stalne pogodbene sodelavce. Programski svet nam bo dal na za to soglasje, ali pa nam ga ne bo dal. To je vaše vprašanje. Ker Zujf ne govori, da ne smemo zaposliti. No, ampak Valenčič je bil na pogodbi, ne? In mu očitate, da ni delal polni delovni čas. On dejansko ni delal polni delovni čas. Ja. Njega to ni zanimalo. Ne, sem zdaj različne stvari, ali me dobro razumem. In dela po Reutersu.
razumete, zakaj gre. Ne poznate tukaj dela in načina dela. Ne, samo odzivam se na vaš odgovor, da je pač on bil tukaj na pogodbi in ni delal polni delovni čas. Še enkrat ponavljam, na stalni pogodbi ne potrebujemo ljudi, ki delajo enkrat na leto velik projekt. Za take projekte se naredijo posebne pogodbe. In če bi on prišel na ta sestanek, bi to tudi izvedel in bi se o tem dogovorili, ker je imel ideje za naprej. Če bo prišel na kak sestanek, še pa bo to tudi izvedel. Še na 4 oči ali pa več. Bom povedal drugače, pa ne govorim zdaj o Valenčiču ali kom drugem. Na splošno, na dolgi rok, ko bo zadeva urejena, Radiotelevizija Slovenija ne bo imela stalnih pogodbenih sodelavcev. Ker jih po zakonu ne sme imeti. Delovna inšpekcija, delovna sodišča so se postavljali na jasno stališče. Če so imeti delovni smirja, je zaposlen. Ampak to pomeni, da ne bo nikogar, ki dela pa nima ustrezne izobrazbe, ker ni zaposljiv. To je prvi problem. Drugič, da tiste, ki bodo delali začasno na projektu, en dokumentarni film, ena serija razvedrilnih oddaj, ena sezona neke oddaje, bodo seveda imeli začasno pogodbo. To ni redna zaposlitev. Vsi tisti, ki bodo redno delali v tem sistemu, ti bodo pa seveda zaposleni. Tako bo moralo biti. Je pa seveda še en trend, ki se bo dogajal s tem, da bo skupno število sodelavcev na radioteleviziji v bodoče manjše in se bo več produkcije naročalo neodvisnim producentom oziroma zunanjim producentom. To je pa drugi trend, ki se mora zgoditi. Ampak da mi pridemo do tega, kar tudi konec koncev zakonodaja nam nalaga, moramo sanirati stanje, kadrovsko stanje v tem zavodu. To se je dogajalo zadnjih 5 let, ta sanacija je bila prepočasna, zato je programski svet rekel, ne bomo to vlekli še nekaj let, uredimo to naenkrat. In zdaj ta paket, bom rekel, pripravljam. Ne vem, če sem pa odgovoril to vprašanje. Ja, ali lahko pa še za gospoda Travna, pa pač kakšni so bili zdaj kriteriji za te premestitve? Torej, zakaj je Bojan Traven primeren, oziroma najbolj primeren za urednika Dnevnika, glede na to, da je bil 9-krat spoznan za kršitelja kodeksa, glede na to, da je občinski svetnik, in zakaj je on tisti, ki bo povečal neko produkcijo poglobljenih raziskovalnih oddaj. To zadnje, ne vem, kje ste dobili to informacijo. Gospa Bizilj je To bo Ljerka pa pojasnila. Bojan Traven ni imenovan za urednika Dnevnika? Ni imenovan za urednika Dnevnika. On bo spremljal, kako poteka implementacija prenove v dnevno-informativnem programu. Mi smo zdaj končali z to nadgradnjo grafično in vizualne podobe. Njegova naloga je še, da do konca leta to spremlja, išče napake, jih popravi in to je to. Torej ne bo urednik Dnevnika? Ne. Še mogoče, gospod Bizilj? Kaj že moramo povedati? V Mladini ste rekli, da se želite, oziroma da je nekako vaša... Mi imamo, ne vem, mislim tudi, morda je tudi Bojan Travn te prispeval, jaz ne vem tega, ker se v delu informativnega programa ne vmešavam, ampak ustanovili so, to bi lahko Jadranka Ribernik tudi povedala, preiskovalno skupino, ki jo pač vodi Lidija Hren. To je vse. Pa še eno vprašanje je bilo in sicer glede kriterijev. Se pravi, vse te kadrovske spremembe, po kakšnih kriterijih so bili te ljudje izbrani? Kot sem povedala, prvi razlog je bil poslovne narave. Se pravi, to nas je zdaj prisilila ta finančna situacija, drugače tega gotovo ne bi naredili. Pri pripravi tega seznama, z naše strani je bil bolj kratek sicer, gre za te 4 kolege, smo se odločili na podlagi večjih kriterijev tega, kje še delajo, kje jih še lahko porabimo v informativnem programu, ker zdaj pač, odkar je ta združitev parlamentarnega in informativnega programa, pač iščemo načine, da ljudje delajo na večjih koncih, da lahko čim bolj izkoristijo tudi to, kar jim ta program ponuja. Ena od teh kolegic itak ni imela stalnosti, se pravi tega statusa, ki je potreben za podaljšanje pogodb, tako da tukaj žal nismo mogli narediti veliko. Drugi 3 so pa pač bili izbrani ravno na podlagi teh kriterijev. To ne pomeni, da so oni slabi novinarji ali karkoli. Jaz, kolikor vem, ima Erik Valenčič že neko ponudbo, za druga 2 pa upam tudi, da boste našla čim prej novo službo. Moji kriteriji so pri ohranjanju sodelavcev
lahko dobro tam, kjer pač so projektne in se projekti ukinjajo, nimaš kaj. Moje stališče je, da honorarne sodelavce, ki jih vežemo na določene projekte, bi morali tako bistveno bolje plačati kot redno zaposlene. To sem se tudi v programih, ki sem jih vodila, zelo trudila in sem imela izjemno srečo, ker sem sodelovala z zelo prizadevnimi sodelavci. Drugače so pa to kakovost, strokovnost, prizadevnost, pa tudi ta stalnost, ki je pomembna na vse zadnje, ne? Ali občasno sodeluješ, ali stalno, ali si tudi pripravljen stalno sodelovati, je zelo pomembno. In tisto, za kar potrebujemo, ker veste, mi imamo izjemne sodelavce. Nekar televizijo zadeva s honoracijo skoraj da 1000. Večina sem ponosna, da delam lahko z njimi. Imamo pa tudi nekatere, ki mislijo, da lahko delajo kar hočejo, kdaj hočejo in kolikor hočejo. Tudi takšne imamo, na žalost, hvala lepa. Redne in honorarne. Lahko nadaljujemo s vprašanjem. Ste imela priložnost. Dajmo tudi drugim kolegom. Luka Tetičkovič, Svet 24. Jaz bi rad preveril informacije, če drži, da gospa Biziljeva ni še vedno dostavila finančne konstrukcije projekta Nese Heca nadzornemu svetu. Finančne konstrukcije projekta Nese Heca nadzornemu svetu. Hvala lepa. Na zadnji nadzorni svet smo posredovali vse zelo podrobne podatke, koliko smo jih lahko, glede na to, da še projekt ni bil takrat zaključen, ker ta nadzorni svet je bil konec julija in se niso še vse finančne zadeve zaključile. Dali smo tudi v pregled zunanji reviziji te zadeve, ker jaz pač želim, da so stvari čiste, tako da na prvi seji nadzornega in programskega sveta bo pa to vse natančno posredovano. Ali je res, da je odstopila glavna revizorka ITV-ja, da je dala odpoved? Noter. Ja, notranja revizorka je dala odpoved. 1. junija, mislim, da na pamet govorim zdaj. Kaj je pri tem res, da je ta projekt Nese Heca presegal stroški 450 000 evrov? Vsi projekti razvedrilnega programa niso poceni, vsaka oddaja je draga in sega tam med 30 in 40 tisoč evrov. Misija Eurovizija je stala celo čez 60. In to je primerljivo z vsemi oddajami, ki jih delajo tudi druge televizije, tako to je. Tudi zdaj ta oddaja, ki jo pripravljamo, ne bo poceni, se pa seveda trudimo. Vi veste, da sem tudi za finance in na produkcijske procese se kar dobro poznam, pa verjamem, da bi tudi, če bi se sama upletala vse te oddaje, vsaka bila tudi malce cenejša, ne? Tako da ste lahko brez skrbi, da zdaj, ko sem se do drobovja dokopala, bodo stvari prav gotovo zelo, zelo tako, kot morajo biti. Ste pri tem mogoče ugotovili, da je vaš sin prejemal domnevno preko kanalov 10 000 na eno oddajo pri Nese Heca? Bi me zelo veselilo, če bi lahko kje tako dobro zaslužil, ampak kolikor se zdaj na pamet ne moram reči, ampak kolikor se spomnim, ko so mi kolegi pripravljali podatke za nadzorni svet, smo jim posredovali, da je celotna produkcija te oddaje bila v okviru hiše, oziroma kar je ona počela ali tudi najemala, ne vem, da pa je ta, ne vem kako se že imenuje, AV Center, dobival za vse, kar je posredoval televiziji Slovenija, vse skupaj okrog 7 000 evrov. Ampak to ne moj sin, ampak vsi, ki so pač tam sodelovali. Jure Trampoč iz Mladine, dve vprašanje imam. Vrnil bi se na tega gospoda, ki skrbi za implementacijo sprememb, torej gospoda Travna. Prej niste odgovorili nič na očitke, na vprašanja glede častnega razsodišča. Torej, kako lahko človek, ki je naredil nekaj prekrškov, če se milo izražam, vodi tako pomemben projekt, kot je implementacija novih stvari. Drugo vprašanje glede tega... Predlagam, da kar odgovorim. Bojan Traven je eden večjih poznavalcev televizije, pri nas pa tudi širše, delal je tudi v drugih državah sosednjih, tudi na Hrvaškem, v Srbiji in pomagal ravno pri takih projektih. Vsebinsko seveda nima nekega vpliva na uredniško politiko. Torej on se ne vpliva na izbiro tem? Ne, ni na teh sestankih. Na nič? Zato imamo druge urednike, seveda. Imamo cel uredniški zbor, ki se ukvarja z oddajami. On se v bistvu ukvarja z grafiko. Strukturo oddaj, z grafiko. Urednica dnevno-informativnih oddaj je Mojca Pašek Šetin, če se ne motim. Tudi Dnevnika in Odmeva. Glede voditeljstva Dnevnika mi ni bilo najbolj jasno,
A v septembrskem planu za dnevnik njega ni kot nekega... A ste vi pri nas zaposleni, da imate ta plan? Slišal sem govorice, zato preverjam. Vse to je dela novinarja, ne? Plani se pri nas tedensko spreminjajo. Bo pa zdaj več prisoten v desku in tudi na sestankih zjutraj, seveda. Pa še eno vprašanje, glede te nove podobe, me zanima, zdaj, če je takšen problem z zaposlovanjem ljudi in z angažmajem odličnih sodelavcev, zakaj ste šli v prenovo TV studija? To je tudi nek finančni zalogaj. Mi smo s prenovo začeli januarja približno, takrat smo začeli s prvimi sestanki, z idejno zasnovo in ko je prišel rebalans, je bila zadeva že zaključena. Takrat tudi ni imela več smisla prekinjati. Jaz bi rada tu nekaj dodala, če sme. Bi jaz rada nekaj dodala. Prenova informativnega programa Televizije Slovenija je trajala prejšnja leta s tehnološko in vizualno podobo dolgo časa in je zelo dragocno stala. Vendar ta prenova pravzaprav na nek način niti ni bila končana. Televizija Slovenija razpolaga z izjemno grafično opremo. A ste jo kdaj videli na televiziji, razen 3 okvirčkov zadaj odmerih? Niste. To smo morali dokončati in narediti. Miza, ki je bila v studio informativnega programa, težka, ne vem, tono, kakšno kilo več ali manj, je ni bilo mogoče premakniti in nam onemogoča racionalno uporabo studija. Mi ne moremo notri narediti ničesar drugega kot dnevnik odmere, pa mogoče še na drugi strani, kjer je del virtualne scene. To je vse, kar smo pravzaprav naredili, pa še vzdrževalna dela so potekala zraven. Mislim, da je generalni direktor že zbral podatke, da okrog, ne vem... No, jaz bom sem to povedal, ker sem sodeloval tudi leta 11 s Ksenijo Horvat in njeno ekipo. In glavnina koncepta studija, kot je bil takrat postavljen, je ostala. Takrat je toliko stalo, kot je bilo objavljeno ponekod in potegnjeni od nekod podatki iz pretek let, smo vložili ogromno denarja v informativni program, ampak ne v studio. Mi smo prišli na HD in je bilo treba kompleten pogon zamenjati. Živo 3 smo prenovili, camcorderji so prišli na HD, montaže in seveda za studio smo kupili video wall, zamenjali luč, zamenjali pult in studio tako uredili, da imamo polovično fiksno sceno za osrednje oddaje, na polovici imamo pa tako imenovano virtualno scenografijo, v kateri lahko zgolj z projekcijo scene iz računalnika zamenjaš oddajo, kar je seveda zelo racionalno, ker ti ni več vnosa in iznosa fizičnih elementov. Tako je studio postal, dajmo reči, več opravilen, to je zelo pomembna beseda, Slovenija več opravilen, in smo ga lahko bolje izkoriščali. Po 3 letih smo zdaj zamenjali mizo, dejansko je ta sprememba in pa grafično uporabo, ampak obstoječe opreme, tiste iste, ki je bila, samo na drugačen način se zdaj to grafično uporablja. Ampak glavnina opreme je pa tista, ki smo jo ugradili dejansko leta 2011 ali 2012. Ne vem točno, 2012. David Švarc, naročnik RTV in plačnik naročnine. Mene pa zanima, kolikšno je število honorarnih sodelavcev na RTV-ju, ne bom rekel zaposlenih, torej tistih, ki bi morali biti zaposleni in nimajo pogodbe o zaposlitvi. To sem že prej povedal, da imamo 300 sodelavcev, z katerim bomo status uredili. Seveda pa honorarnih sodelavcev ne treba bistveno več. Mi govorimo o stalnih, o tistih, ki so zaposlitev. Ne smemo pozabiti, da... Od tistih, za katere tudi sami priznavate, da bi morali imeti normalno delovno razmerje, tako kot imate, bom rekel, na nek način tudi vi verjetno, ne? Govorimo o takih, na katere računamo, da bodo redno zaposleni v bodoče. Tako. Računajte na to pa, da seveda en zavod, kot je Radiotelevizija Slovenija, brez občasnih, začasnih projektnih sodelavcev ne more preživeti, kajti potrebuje ustvarjalnost po eni strani, torej svež pritok ustvarjalnih idej, po drugi strani pa seveda tudi pokrivanje določenih produkcijskih špic, kajti ne moramo imeti pa stalno število sodelavcev naravnavno na špice. Morate razumeti, ostajajo seveda projektni, ostajajo začasni, občasni sodelavci, stalni sodelavci. Vemo, kdo so, bom rekel, sodelavci in na podlagi katerega statusa in dela bi v bistvu po zakonu tudi morali imeti pogodbe o zaposlitvi, torej pravite, da je takih 300 oziroma 300 do 350. Če bi v nadaljevanju Lokaša vprašal, ker poudarjate to kot eden glavnih razlogov za to, vzrokov, tudi nezadostna oziroma neustrezna izobrazba teh sodelavcev, me zanima, koliko od teh dejansko nima ustrezne izobrazbe.
teh 300, ti imajo vsi ustrezno izobrazbo. Jaz bi prosil, to je novinarska konferenca, če dovolite, da novinarji sprašujejo za svoje medije. Mislim, da so to zelo vsem, vsaj za mene, pomembno vprašanje, predvsem pa za tistih 300 ljudi, ker prej ste razlagali, ti 3 ste razlagali kot razlog in vzrok za to, da nimajo redne, bom rekel, zaposlitve in seveda temu primernega in plačila in vseh pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot razlog, ki ste ga navajali, je bil tudi neustrezna pač izobrazba. To so drugi sodelavci, ne mešajte enih in drugih. Jaz ne mešate jih pa imajo izobrazbo in tiste, ki je nimajo. Žal jih mešate pač vi, no, in glede na to, da jih obstaja 300 do 350 in da izražate izredno veliko sočutje do vseh teh sodelavcev, vas sprašujem, zakaj ne bi solidarnostno tudi ekipa, vodstvo RTV-ja stopila po isti poti in od tega trenutka dalje, do trenutka, ko se bodo uredile razmere, delala honorarno, brez dopustov, brez bolniških in da ne naštevam naprej. Hvala. Jaz bi rada, če dovoliš, general, povedala. Mi smo, mislim, da v tej kvoti letos že zaposlili 8 honorarnih stalnih sodelavcev, naslednja faza je še 8, da smo jih vsaj med 50 vse vprašali, nekateri se niti nočejo zaposliti, ki izpolnjujejo pogoje, ker zaslužijo bistveno bolje. Naprimer, ena od honorarnih sodelavk, ki se je pritožila, ne vem zdaj razloga, ta trenutek mora vračati denar, ker je kot honorarna sodelavka zaslužila bruto bistveno več, kot zaslužimo redno zaposleni. Osebno sem pa večkrat rekla svojim sodelavcem, da bi se kar prijavila za honorarno delo, ker sem delaholik, bi morda lahko bistveno bolje zaslužila kot redno zaposlena, ker javni sektor, veste, mene boli. Tisti, ki dela, ga ne moramo plačati. To mene najbolj boli v tej hiši. Hvala lepa. Jaz se strenjam z vami, razumem vaš point. Jaz lahko povem, da sem svoj del honorarnega dela v tem zavodu dal skozi.